Hvala vam za čas, pa ker ste se odzvali mojemu vabilu. No. Hvala za povabilo. Mislim, naša glavna misija je širjenje informacij o znanosti. Sploh v tem času zdaj, ne, se je veliko zgodil na vašem področju, ki je nekako splošna javnost se začela zanimati. Oziroma ne bi rekel splošna, ne, mogoče še vedno smo mi, ki nas to zanima, ne, pa te implikacije, ki prihajajo v naslednjih 5 do 20 letih. Mal je strahu, mal je excitementa, tako da želel sem z vami govoriti o tem, o v bistvu razvoju trenutnem umetne inteligence, pa na tem področju, kaj se dogaja iz vaše prizme. Ne. V osnovi je več teh tehnologij, ki peljejo k temu, da bo nek nov val novih aplikacij. In ni samo umetna inteligenca, ampak tudi internet stvari in tehnologije, ki pripomorejo, da se ogromno nekih podatkov zbirajo iz najbolj različnih virov in potem naprej obdelujejo. Tako da je tudi količina nekih virov informacij zelo pomembna. Potem je področje računalništva v oblaku, ki se zdaj širi na rob omrežja. Temu danes rečemo računalništvo v megli, ker lahko vse te aplikacije, vključno z umetno inteligenco, orkestriramo na oddaljenih napravah, kot so recimo mogoče celo teh naših najinih kozarcih tlele v tem studiu. Potem pa so še tehnologije blockchain, ki omogočajo, da tvorimo sisteme, ki zelo dobro lahko nadzorujejo oziroma omogočajo nadzor nad pretokom teh podatkov, kar pomeni, da dajo večjo moč uporabnikom, da določajo, kaj se z njihovimi podatki dogaja, kje se jih obdelujejo. Ja, vse te stvari, tudi kaj se jih je dogajalo. In v končni fazi so še ene tehnologije, ki pa združujejo vse to v neke funkcionalne aplikacije, ki jim rečemo digitalni dvojčki. Tako da je veliko teh nekih tehnologij, jaz sem temu rekel v preteklosti triumvirat, potem je ratal kvadrumvirat in zdaj je to v bistvu skupek enih 5 tehnoloških zvrsti, vsaj, ki določajo, kako bojo izgledale in kako bojo funkcionirale aplikacije prihodnosti. S čim se pa vaš trenutno največ ukvarja, pa če se osredotočiva na te 4 področja, ki sva jih omenila? Ogromno stvari, ki sodijo k temu poklicu, so mi dokaj jasne, recimo o posledicah umetne inteligence in kako bo to vplivalo lahko na ljudi in podobno v prihodnosti. In v osnovi to, kar me najbolj zanima, je ta promocija nekih ključnih smernic razvoja tehnologij za v prihodnje. V osnovi projekti, s katerimi se mi največ ukvarjamo, so taki, da temeljijo na potrebah ljudi. V bistvu je človek postavljen v center in potrebe, ki jih ima, vključno s potrebami recimo človekove pravice, potrebe po trajnosti, potrebe po skrbi za našo naravo in živali in vse, kar nas obkroža in ki smo mogoče od časa industrijske revolucije do danes na nek način postopoma uničili. Postopoma uničili. In v osnovi to, kar mene najbolj skrbi in kar najbolj rad delam, je to, da vso svojo energijo dam v to, kako tehnologije prilagoditi temu, kar ljudje potrebujemo, raje kot to, da uporabljamo tehnologije v neke namene, ki v bistvu ne koristijo tem našim skupnim ciljem človeštva. Se bo prišla na to področje z vidika usklajenosti. Mislim, poznam izraz v angleščini, alignment problem med AI-om pa humanityjem. Ampak mogoče, če se osredotočiva na področje umetne inteligence,
pa recimo imamo podjetje OpenAI, lansiran je bil ChatGPT, zdaj je pač ta 4. verzija GPT-4. Koliko se vam zdi ta v bistvu lansiranje te tehnologije sploh pomembno, ali pa kako vi zaznavate, ker ste v tej industriji že nekaj časa ali pa na tem področju že nekaj časa, kako gledate recimo od decembra do zdaj? A je to nek preboj ali to ni nič posebenega iz vašega vidika? Lahko bi rekel, da je to nek efekt, ki je lahko ekstremen, ampak na drugi strani je to zelo slab preboj. V naši računalniški teoriji, če tudi mogoče se umetna inteligenca lahko pri določenih problemih zelo učinkovito uporablja za reševanje nekih tehničnih problemov. V teoriji računalništva obstajajo, v bistvu so vsi problemi, ki jih lahko rešujemo, razvrščeni nekako na ene 3 kategorije. Zelo majhen nabor teh problemov, ki jih v bistvu računalniki rešujejo, so taki, kjer lahko dobimo neko eksaktno, zelo natančno rešitev, ki nam je potem uporabna. In to je seveda izredno koristno za nas. Potem so tipi problemov, kjer so kompleksni in računalniški program ne zna priti do popolnoma točne rešitve, ampak išče neke približke v smeri, v katerega ga usmerjamo. In tu paše tudi ta vsa umetna inteligenca. In največja količina teh problemov je pa takih, ki so nerešljivi z računalniki. Tako da, če si predstavljamo zdaj učinek ChatGPT-ja na ljudi, o tem sem se ravno včeraj pogovarjal doma s hčerkico. V osnovi je tak, da če mi, recimo, da mlade osebe začnejo uporabljati to orodje, potem to orodje v komunikaciji z nami bo vedno konvergiralo v neko resnico, svojo resnico, ki bo nekoliko odmaknjena od naše človeške percepcije stvari. Torej, mi beremo neko besedilo in dobimo neko predstavo, ki nam ustvari predstavo, torej v naši glavi, ki je malo levo, malo desno, nekaj centimetrov više ali nekaj centimetrov nižje. In če si predstavljamo, da to masivno ljudje, ki so seveda mlade osebe, ki so tehnološko navdušeni nad vsako tako tehnologijo, ker nekaj napišeš in ti nekaj vrne in zgleda zelo inteligentno, ampak v resnici ni. Ok, deva reči tako, ni inteligentno. Kaj je sploh inteligenca? Kako bi midva ta termin opisala, da bi vedela, o čem se pogovarjava? Ker meni se zdi, po moji interakciji s tem jezikovnim modelom, da ima inteligenco. Ker jaz jo razumem kot sposobnost reševanja problemov. Ja, en od teh ključnih testov, ker v teh teorijah, recimo imamo Turingov test, zlasti so te Church-Turingova hipoteza, Turingov test in tako dalje. Ta test v bistvu pravi tako, da imamo recimo takole nek zaslon, nekaj, kar ne vidimo, in potem na drugi strani je nekdo, ki se z nami pogovarja, in v tem pogovoru smo mi v stanju ugotoviti, ali gre za stroj ali za osebo. In zdaj seveda inteligenca je nekaj, kar je vgrajeno v živa bitja. In mi to smo na nek način definirali, torej naše obnašanje. In zdaj, če beremo v bistvu najnovejše dosežke na področju biologije, obstajajo organizmi, enocelični organizmi, ki znajo reševati v bistvu labirinte, in znajo recimo poiskati pot iz ene točke do druge po najkrajši poti in očitno imajo neko inteligenco. Tako
Tako da te definicije inteligence, v bistvu, jaz bi izhajal v bistvu iz naših potreb ljudi. In to je to, da nam mogoče pomagajo uresničiti ravno te cilje, o katerih sem jaz nekaj jih poskušam promovirati. Raje kot to, da se ukvarjamo z nekimi, mislim, eksaktnimi definicijami, ki ne obstajajo. Ok, a je kalkulator inteligenten? Kalkulator, si ne predstavljam, da bi recimo nek stroj, ki zna deterministično reševati probleme, da je v bistvu inteligenten. Pri umetni inteligenci gre bolj za to, da imamo probleme, ki jim rečemo računalničari NP-complete, torej NP-polni problemi, ne polinomični problemi, ki imajo čas reševanja, recimo, če je problem, zadani problem, bi dali ga enemu računalniku za rešiti, bi vsi računalniki na tem svetu potrebovali 5 ali 10 milijard let do konca v bistvu univerzuma. Ampak to bi trial and error delali, ne? Se pravi, poizkusi neko rešitev, ni prava, gre na naslednjo. In to konstantno ponavlja, dokler ne zadane rešitve. A prav razumem? Ker je prostor vseh možnih rešitev neskončen in potem mi moramo zdaj ta algoritem mora iti skozi vse možnosti, zato da pride do res ta prave rešitve, ne? Ki vemo, da obstaja, ampak je ne moremo dobiti na danem primeru. In tukaj zdaj umetna inteligenca v bistvu in algoritmi, ki se jih danes uporabljajo, vključno s temi, ki se nanašajo na globoke nevronske mreže in na te jezikovne nevronske mreže in podobno, v osnovi usmerjajo. Algoritem se usmerja v neskončnem prostoru možnih odgovorov, možnih komunikacij, v neko komunikacijo, ki se njemu v danem trenutku zdi pravilna. Ampak ni to, kar nas kot ljudje definira. Nas definirajo vsi naši senzori, kako narečem, naši čuti, ki v osnovi so daleč bolj sofisticirani, bolj napredni, kot jih danes lahko računalniki sploh zavzamejo. Se pravi, kalkulator, ne? Kako sem jaz do zdaj, do najnega pogovora razumel inteligenco, je sposobnost reševanja problemov, potem pa imamo dve vrsti inteligence. Ena je ozka inteligenca, ki na eni ozki domeni deluje. Najlepši primer je kalkulator. Kalkulator ima super inteligenco napram običajnemu človeku za domeno računanja. Ja. In jaz to vidim kot inteligenco, ne? Najboljšo inteligenco na svetu za ta ozek primer. Ne? Imamo ozke inteligence, imamo generalne inteligence. Se pravi, inteligenca, ki lahko vrsto različnih problemov rešuje in se prilagaja sproti. Ne? Mogoče pa to ljudje tretirajo kot inteligenco, se pravi to, kar sem opredelil kot generalno inteligenco. Ne? Ali lahko me tudi popravite, no? Ja, tako kot pravite, ljudje smo si različni in lahko smo si zelo različni, kar je najbolj čudovita stvar na tem svetu, ker pač ta bogastvo narave in vseh teh razmišljanj o tem, kaj je inteligenca, ali pa celo imamo različne definicije tega, ali smo srečni ali nismo srečni. Tako da tukaj, kot rečeno, pač mi zdaj v znanosti, če se znanstveno, in to je to, s čim se jaz ukvarjam, če želimo reševati nek problem, recimo tudi, ki se nanaša na inteligenco, potem začnemo na tak način, da najprej definiramo ta pojem in ta definicija služi nekemu namenu. Ampak če gre za splošni pogovor, tako kot ga imava mi dva, pač prepušča možnost, da vsak od nas ima neko svojo predstavo o tem, kaj je inteligenca. Ja. In je to vse pravilno. Ja, ne, saj to se strinjam, ampak recimo, če bi midva šla nazaj na tisti Turingov test, pa rečeva, ok, prideva do točke, kjer GPT model, mogoče 6, 7, prestane vse te teste,
Turingove teste z različnimi vrstami ljudi, ki imajo različna znanja, psihologi, ne vem, in ne morejo ugotoviti, ali se skriva od zadaj jezikovni model ali se skriva človek. Ne? In dajemo mu naloge, in te naloge izpolnjuje bolje kot nek asistent na drugi strani, ne? Ker ima dostop do večjega količina informacij, kot ga ima en povprečen človek lahko na voljo. Ne? A lahko pol rečeva, ok, ta sistem je pa zdaj inteligenten. Ja, lahko bi definitivno rekli, če bi temu bilo tako. Ampak, recimo konkreten primer, zdaj določeni študentje, ko rešujejo teste, uporabljajo ChatGPT, a ne? In potem jaz berem te rezultate, oziroma to, kar so spisali, ne? In potem pač vidim tlele zdaj neka nelogičnost, ne? In pač moj zaznavni sistem v tistem, kar je spisano. Aha, to je navaden spis. Recimo nek spis, ja. Aha. In potem jaz začutim, da to zdaj pa je odmik, ne? In jaz tega odmika od nekega realne predstave o tej zadevi pač čutim in vidim, da je tam stroj od zadaj, ne? In potem, ok, mogoče ne pri vseh, mogoče sem se pri nekih zmotil, ne? Ampak sem vsaj nekih 12 zadnjič na testu pač rekel, aha, tole pa zagotovni, ne? In lahko to dokažem v bistvu, ne? Ker pač tam so nelogične povezave med nekimi besedami, ne? Tako da splošno ja, ampak recimo en profesionalec, ki pa dela na tem področju, mislim, meni se zdi, da sem kar nekaj teh dejansko pač odkril tam notri, ne? Kakšen procent ste pa odkril, kakšen procent pa niste odkril? A veste ta podatek? To je nemogoče vedeti in zdaj... Pa ne veste, koliko ste uspešni v zaznavanju? Ne morem vedeti tega. V vsakem primeru sem vsaj malo uspešen in zdaj recimo, da... Tlele je to, kar pravite, ne, rad bi naslovil to vaše vprašanje. Ne. Tlele je ravno ta ekstremna nevarnost, da tisti, ki potem postanejo, a ne, ker mi vidimo in obstajajo te teorije, ki sem jih slišal že 30 let nazaj, ne, da ljudje smo že odvisni recimo od stroja, ki je avto. In potem mi postanemo in v bistvu naša identiteta ni več taka, kot je bila v naravi, ko smo pač živeli v neki vasi in smo videli čudovito zvezdno nebo nad nami. Ne? In zdaj, če si predstavljate, da ta interfejs do naših možganov, ki je govor, ki smo ga tudi prenesli v teorijo računalništva, ker mi v bistvu uporabljamo jezike zato, da programiramo računalnike. Sprav, jezik je API. Jezik je API in ne samo to, mislim, naši projekti se ukvarjajo tudi s tem, kako mi kolaborativno, torej skupaj rešujemo probleme z roboti. Torej imamo robote in temu se reče recimo ilokacionarna moč povedanih stvari, ne? Kar pomeni, da mi nekaj rečemo, ker ima lahko konsekvence. Nek robot ustvari neko akcijo v svetu, v katerem se nahajamo. To je še hujše kot to, da se samo mi dva oziroma se vi pogovarjate z nekim robotom na drugi strani. Ampak v bistvu ta robot oziroma ta program lahko v bistvu ugasne luč ali zaklene vrata. To je v bistvu prvi film, ki sem ga jaz v svojem življenju videl, ko sem bil mogoče osnovnošolec in je črno-beli film, mislim, da se imenuje Black Seed, nekaj v tem stilu, ko je nek profesor, ki v bistvu izgradi tak inteligenten računalnik in potem ta računalnik v bistvu se odloči, da bi v enem trenutku rad imel otroka z njegovo ženo. In ko je učitelj od zunaj, a ne profesor od zunaj, ta računalnik v bistvu začne zaklepati vrata in potem pač poskuša prepričati ženo, da bi pač imela otroka z njim in ima vse pripravljeno v ta namen, a ne? Tako nekako, ne? Tako da ta interfejs je dejansko scary, ker mi zdaj se pogovarjamo z nekaj, kar mogoče je zame lahko zaznam, da gre za stroj. Ampak marsikdo v svojem življenju ne vidi teh
Recimo, tudi če imamo opravka za neko osebo, ki ima določene odstopanja od realnosti in se pogovarjamo tudi mogoče v daljšem časovnem obdobju, še zmeraj nismo sposobni tega zaznati. In tudi lahko stroja ne moremo zaznati, tako da naš interfejs ni vedno pozoren na to, da bi razrešil vprašanje, ali je Turingov test res ali ni. Tako da mi lahko smo podložni temu in postanemo v bistvu zelo vpliv teh naprav lahko deluje na našo psiho in je lahko ekstremen in s temi stroji, jaz mislim, da je to osebno mislim, da bi to moralo biti za prepovedati, ker naše človeštvo ni v stanju procesirati tega ekstremnega napredka naše stroke. Se strinjam. Kako bi vi to ustavili, ta razvoj? Kako ste rekli, vi bi... Toliko imate skrbi okoli tega, da je razvoj prehiter in smo mi nesposobni se tako hitro prilagoditi na spremembe? Kaj pomeni dejansko ustavitev tega razvoja? Ustavitev razvoja pomeni to, da razvoja. Jaz mislim, da človeštvo gre v neko smer, ki jo ni možno, ena oseba pač ne zadošča. In v bistvu gre za koncepte in ideje, ki morajo biti tako zelo močne, da ljudje sprejmejo, jih posvojijo te ideje, in potem se res potrudijo vsi skupaj, da se nekaj doseže. Ogromno sem se pogovarjal s filozofi, recimo v Avstraliji sem imel eno srečanje, ki je naredilo veliko vtis name, z gospo, ki študira kulturo aboriginov. In v bistvu moje opažanje je bilo tako, da v Avstraliji ljudje na nek način, recimo, če gremo v restauracijo, nimajo pogrinkov na mizah in je vse tako nekako zelo, kako ne rečem, daje občutek sterilnosti. In ona mi je to pojasnila s tem, da v bistvu te vse različne kulture, ki so prišle tam, ki nimajo skupnega imenovalca. In je v bistvu prazna miza, v bistvu skupni imenovalec. In tudi, da ni rož na vhodih hiš in ne vem kaj. In tudi mi je razložila to, da v bistvu je ta sprememba v bistvu prekinila povezavo, ki jo ljudje imajo z duhovi preteklosti, svoje kulture, z dušo aboriginov, z razumevanjem narave in tako dalje. In v bistvu ta naš kontinent tule v Evropi, za razliko od ogromno drugih, recimo tako kot je, ne vem, Amerika ali Azija, ker so dejansko presekali v 100-letnem obdobju in recimo vidiš tam, ne vem, na Kitajskem recimo prenavljajo področje okrog trga nebeškega miru in postavljajo namesto lesenih jeklene stebre. In to recimo noben konzervator v Evropi ne bi si upal kaj takega narediti v glavnem mestu ogromne države. To je znak tega, da pač je ta naš stik z našo preteklostjo zelo, zelo razrahlan. In v bistvu to, kar moramo iskati kot človeštvo, in to vidimo na vseh možnih razstavah umetnikov danes, je to, da moramo poiskati res temeljne stvari. In to so človekove pravice, to je skrb za naravo, to je pač vse te stvari moramo najprej poiskati in tudi kot strokovnjaki za računalništvo, zato da naše tehnologije, ki jih proizvajamo, sledijo tem namenom. Ja, tukaj je zelo zanimiva debata o tem, kaj sploh je naravno, pa kaj ni naravno. Ker zdaj ste že večkrat omenil, sem začutil, se pravi, mi izgubljamo stik z naravo. Bolj gremo v tehnološki razvoj, hitrejši je, bolj se odmikamo stran od teh pogojev, v katerih smo se mi razvili evolucijsko. In tukaj obstajajo ogromno nevarnosti. Ampak zdaj čisto vprašanje, fundamentalno, kaj je naravno?
A je naravno, da šimpanz uporablja palco, da zbezglja ven recimo neke mravlje iz luknje v drevesu? A je to naravno, ker on uporablja neko orodje, ki ni bilo namenjeno za to. Naravno, ta palca ni bila namenjena za to, ne? Ampak on, ker je inteligenten, šimpanz, ker je inteligenten, je v bistvu uporabil to orodje za zadovoljevanje svojih ciljev, ki jih ima. To je nek dostop do hrane. Ne? In zdaj, če to res damo v ekstrem, smo mi tukaj in razvijamo to umetno inteligenco, ki nam pomaga reševati probleme, ki jih imamo, ki mislimo, da jih imamo. Ne? Kaj je to drugačne? A je ena stvar naravna, ena pa ni? Ne? Ker jaz tako, če zelo široko pogledamo, ne? Vidim, da je vse naravno, ker vse izhaja iz narave, vključno naša inteligenca, pa vse posledice, ki zaradi naše inteligence nastanejo. Ne? To je čudovita tema, a ne? Tako da v bistvu seveda tudi atomska bomba je nekaj naravnega in tudi recimo zdaj vse to, kar se pogovarjamo, je vse nekaj, kar pač je naravno. A ne? In črne luknje so verjetno del narave, tako da to ni vprašanje. Ampak vprašanje tlele je, mislim, eno razstavo sem videl, torej jaz vedno grem na te razstave v Benetkah, ki mi dajo ogromne inspiracije za življenje. Ne? To so ta Bienale di Arte pa arhitekturni Bienale. In na tem umetnostnem sem enkrat pač videl razstavo italijansko iz Benetk, ki se imenovala Luxus Luxuria. In tam so bile v enem razstavnem prostoru. To je neka svetloba, ne, svetloba in potem luksus, a ne? Aha. Luksus. In v bistvu to, kar je bilo tam pokazano na tej razstavi, je bilo tako, da so imeli torej vse stvari, za katere smo ljudje pripravljeni dati ogromno denarja, reproduciranih na način, da se ne vidi razlika, ampak so narejene iz, ne vem, pač nekih izredno poceni materialov, tako kot zlate čeveljčke in ne vem, pač mogoče nek model avtomobila, ki pač nekdo bi odštel, ne vem, 1 milijon evrov za tak avto. In zdaj v bistvu potem, ko sem jaz šel ven iz te razstave, mislim iz tega dela razstave, a ne sem videl v bistvu to, da v bistvu ljudje smo ene vrste v bistvu opice, Ja. Ker v bistvu to, kar nas privlači in za kar smo v bistvu dejansko pripravljeni ogromno denarja dati, je nekaj, kar se blešči. A ne, tako da pač brsko se nekaj tako malo svetlika, a ne smo pripravljeni za to dati ogromno denarja. Ne? In zadnji del te razstave je v bistvu bila ena taka ogromna konstrukcija, lesena konstrukcija, in ko si prišel gor na vrh, si videl pač leseno, prazno konstrukcijo. In potem sem jaz razmišljal, ker je to celodnevna obisk, ker vse države sveta se predstavijo. In na koncu ta leseni objekt, ki ga gledaš od zgoraj navzdol in je tako kot eno korito. In jaz sem v tem trenutku razumel, da se nahajam v Noetovi barki. In v bistvu je to bil poziv tem ljudem, ki pridejo na razstavo, naj pridejo gor in naj se grejo rešiti iz tega sveta, v katerem smo. Tako da v osnovi zelo težko zapovedati, vse je naravno, definitivno, ampak človeštvo pa bi lahko v bistvu, glede na to, da imamo tudi to razumno komponento, ne samo tisto, ki išče te zadeve, ki se bleščijo, bi lahko dojeli, da je v bistvu najbolj čudovita stvar na svetu, če sediš nekje na odprtem po noči in gledaš zvezde. Nothing can beat a million star hotel. Tako nekako. Čudovito. Se strinjam s tem, pa sem usklajen s tem, ampak moj razum ve, da tega razvoja verjetno ne bomo ustavili, ker so iniciative premočne v tem svetu.
In zdaj se dogaja neka bitka, ki požene to hitrost razvoja še bolj v ekstrem. In bolj je moje vprašanje, kako uskladiti to inteligenco ali pa to umetno inteligenco z našimi cilji, z našimi željami, ne? Da ne bo to neusklajena stvar, ki nam bo grenila življenje ali pa uničevala življenje. Ne? Mogoče, če imate kakšen razmislek v tej smeri. Ker če recimo ne moramo ustaviti, jaz mislim, da ne moramo, kaj je druga najboljša možna pot? Mi smo ogromno delali na teh konceptih. Ne vem, mogoče leta 2014 smo dali inicijativo pri Evropski komisiji Human Centered Cloud. Zdaj je novi program Evropske komisije v bistvu več kot mogoče cela polovica celega raziskovalnega inovacijskega programa Evropske komisije, v bistvu Human Centered Internet. Jaz sem znanstveno-tehnični koordinator dveh takih projektov. En je projekt OntoChain, drugi TrustChain, ki sta v bistvu en je 6 milijonov vreden, drugi 12 milijonov evrov vreden in sta panevropska projekta, ki imata ravno za cilj pač v to smer peljati zadeve. Ne? Tako da ta inicijativa, The Human Centered Internet, je zelo pomembna. In mi kot ljudje in tudi kot posamezniki lahko marsikaj naredimo, tako da se ne bi strinjal s tem, da ni možno vplivati na zadeve. In potem tudi mogoče, če tako primerjamo, tudi Združeni narodi, a ne, na inicijativo tudi evropske držav članic, imajo sprejete zdaj te cilje trajnostnega razvoja. Tako da v bistvu človeštvo se zaveda vseh teh problemov, ki nam jih povzroča recimo tehnologija, in definitivno smo v stanju nekaj narediti. Tako da jaz mislim, da v bistvu edina stvar, ki lahko premaga naše strahove, je upanje. To sem pa slučajno prebral v Londonu par tednov nazaj. Je bila taka ena reklama in se mi je zdela čudovita. Only hope is stronger than fear. Ja, mislim, strah, ne, v tisti religiozni prispodobi pekla, ne, in Bog kot upanje, a ne. To sta v bistvu dve sili, ki držita skupaj naše vesolje. Ne? Drugo potrebujeta. Se mi zdi, da je konstanten ples teh dveh sil. Saj tako jaz zaznavam v svojem življenju. Ne? Jaz tudi. Sej čutim, ne, pa ste me večkrat presenetili z odgovori pa razmišljanjem, ne? Ker jaz sem v bistvu ker sem se pripravljal na ta pogovor, pa ponovadi se zelo malo pripravljam, malo preberemo biografije od gosta, potem pa si v glavi zamislim ene par tematika, ne? Ampak zdaj sva šla že, mislim, da v eno drugo smer, ki se mi zdi mogoče zelo bolj pomembna. Ne? In to, kar ste rekla, ne? Jaz sem v bistvu v svojem profesionalnem življenju se ukvarjam z uporabniško izkušnjo, ne? Se pravi z UX dizajnom in interfejsi, in že par let govorim, kolikor pač zmorem, o pomembnosti tega, jaz mu rečem human dizajn, ne? Se pravi humana uporabniška izkušnja, ne samo uporabniška izkušnja. Ne? In izhaja to iz tega, ne, da če se nek dizajner usede pa reče, jaz bom zdaj naredil najboljšo možno uporabniško izkušnjo, ne misli v bistvu tega. On misli, naredil bom najboljši možen dizajn, ki bo maksimiziral profit za podjetje, za katerega delam ali pa v katerem delam. In glavni motiv je profit, ni pa uporabnik. Ne? In to se danes vidi zelo jasno v aplikacijah družbenih omrežij. Ne? Se pravi, kradejo nam oziroma kradejo uporabnikom pozornost, to pozornost monetizirajo in tukaj se dogaja neke psihološke eksternalije pri ljudeh in to je očitno. Ne? Saj imamo zelo veliko podatkov že okoli tega, ne? Glede višanja
pogostosti mentalnih bolezni pri najstnikih, predvsem pri ženskah. A ne? In ne vidim, oziroma to pa je en tak, med nama bi želel en pogovor, če je glavni motiv na trgu kapitalističnem profit, bo zelo težko neko podjetje izbralo uporabnika napram kratkoročnemu in dolgoročnemu profitu. Ne? In zdaj tukaj imamo edini vzvod državo, ki zakoni to regulira. Razen, če se naredi nek preskok v zavedanju teh, ki vodijo podjetja. Ne? Ja, to pa bi zdaj jaz rad, ker seveda na naših projektih mi delamo izredno zanimive stvari, tudi ki se nanašajo na ta dizajn tega uporabniške izkušnje. Ampak tlele bi rad omenil ta pomen tehnologij veriženja blokov, torej blockchaina. Ker ljudje tega mogoče eni dojamejo, ampak zelo malo teh, ker pač vidijo samo digitalen denar in neke zaslužke, ampak v resnici te tehnologije omogočajo decentralizacijo. In je to tako močno, kot če bi rekli manifest Karla Marxa v času pred teh vojn, ki smo jih imeli tle v Evropi. Ampak mogoče še boljši primer z mojega vidika je grška demokracija ali pa izum, odkritje demokracije kot sistema. Ne? Ker distribuira moč. Ne? Ampak take demokracije, ki dejansko potem izvede svoja pravila. Ker, kakor jaz berem, recimo, če sem tako kot primer za tale Juliana Assange, ki so ga zdaj izročili. In človek definitivno potrebuje neko pravično sojenje in zdaj po tolikih letih bi tisti, ki promoviramo demokracijo, bi morali pač enemu človeku, ki je v tej demokraciji, omogočiti bodi si pošteno sojenje, ali pa ga spustiti na prostost. In kakor berem veliko predsednikov držav, se zdaj pa resno, in to je to glavna zadeva, o katerih se pogovarjajo, ker enostavno tlele test demokracije na nek način pri eni osebi pač padel. Zato, ker ta oseba ni imela ne eno, ne drugo. In v osnovi, če se vrnemo na ta blockchain, blockchain je neko upanje v tem, da bomo ustvarili sisteme, ki bojo naša človeška pravila, demokracija recimo, jih bo izvajala na način, da noben ne bo mogel reči, da se jih ne izvaja. In recimo eni projekti tam, ki jih ima recimo Tezos veriga blokov v Franciji, so s policijo narejeni, mislim za policijo, francosko, z namenom, da se tam transparentno, torej vidi poraba javnega denarja. Torej, to je velik efekt in velik premik naspram v bistvu temu, kar seveda denar, ki ga mi damo, državi v obliki davkov, v bistvu smo tudi na nek način vsak od nas bi mogel imeti pregleda nad tem, kako se ga porabi. Ampak teh efektov, teh novih tehnologij, ki prihajajo z verigami blokov in podobno, bo v bistvu ogromno in jaz mislim in upam, da je ta duh ven že ušel iz steklenice in je zdaj med nami in da se ga ne bo dalo ustaviti in da nam ta decentralizacija omogoča to, ravno to vrnitev oziroma ne vrnitev z visoko tehnološkim napredkom nam bo omogočilo tako čudovito življenje, kot so ga imeli naši predniki. Ker so oni, jaz ko gledam recimo slike iz Pompeja in dokumentarce in se sprehodim tam, si znam predstavljati, koliko čudovito je lahko bilo njihova življenja. Razen, če si bil sužen, razen, če nisi imel kaj zajesti in tako dalje. Ampak danes vse to imamo. Ja. Tako da mogoče taka vrnitev k tem lepotam življenja ne bi nam škodila. Ja, mi smo na tem podcastu ogromno epizod imeli o tehnologiji oziroma protokolu Bitcoin in sem sam tudi že
potopljen v to industrijo vrsto leta, ne, sem tudi delal na tem področju, precej. Ne. In nekaj mi je bilo zanimivo, kar ste rekli, ne, se pravi, s tehnologijo Tezos, francoska vlada želi večjo transparentnost narediti javnega porabe denarja. Ampak tukaj, če se čisto osredotočimo na ta monetarni sistem, ki ga imamo, ne, je res, da mi država vzeme z davki določen del zaslužka ali pa porabe in se s tem financira, ampak z večjim delom se pa financira z ustvarjanjem novega denarja. In tukaj pa nimamo mi glasu. Zato, ker imamo denar, ki je fiat denar, ki v bistvu nima podlage v fizičnem svetu. Včasih ga je imel, podlaga je bilo zlato, potem se je pa zlato umaknilo in zdaj podlaga je v bistvu zaupanje v državo, vojska ščiti s to podlago, ne, ampak tako se pa meni vzema s pomočjo inflacije v bistvu moje prihranke, ne, in tako se financira država. Ne. Jaz bi lahko rekel temu, da veliko naših projektov, tudi ki jih prijavimo, ravno smo zdaj gledali ene koncepte in ideje od pred 7 leti, šele zdaj smo dobili tak projekt. Ker pomeni, da so ogromno nekih konceptov in idej tudi prezgodaj za javnost, recimo, ne? Ampak in za raziskavo. Ampak v osnovi, če se pogovarjamo o digitalnem denarju, v bistvu ne gre za digitalni denar, ponovno gre za naš način, kako ustvarjamo neko vrednost v družbi, v kateri smo. A ne? Ja. In v bistvu ta blockchain, recimo, bo eno od res takih praktičnih posledic, bo zmanjšal potrebo po ekstremni količini enih stvari, ki jih nikoli nihče ne rabi. Med drugim tudi ene pločevine po ulicah in podobno, zato ker bomo lahko prek teh tehnologijah lahko izbrali avto, bomo tam lahko dokazali, da smo vestno in lepo pač ravnali z nekim predmetom, ki smo ga uporabljali par ur časa, in potem bo tudi zavarovalnica pokrila ta posel v tem času. In v osnovi se bomo vrnili s to tehnologijo, moja napoved, ampak to je tako malo dolgoročnejša napoved, se bomo vrnili v čas pred obstoja denarja. Kar pomeni, da bomo mi v bistvu zelo natančno lahko vedeli, kakšna je vrednost in komu kaj nekaj pomeni, in bomo lahko med sabo si delili resurse, in taki poskusi obstajajo. Recimo tudi v Indiji obstaja eno mesto Aurelium ali nekaj takega, ki v bistvu tam nimajo denarja. In to mesto obstaja, ne vem, več desetletij. In tam pač, in tudi kibuci obstajajo v Izraelu, recimo, ker pač ena oseba prevzame otroke, druga kuha in tako dalje. In ti koncepti se bojo definitivno, uporaba, torej stopnja uporabnosti naših virov se bo bistveno povečala. Recimo, jaz imam nekaj knjig doma, večinoma imam elektronsko, ampak nekaj knjig tudi, in zdaj pač te knjige stojijo na policah. Če moji sosedje vejo, da imam te knjige na mojih policah, mogoče bo kakšen sosed potrkal na vrata in bo prosil za eno tedensko ali mesečno izposojo knjiga. Avto je še boljši problem. Še boljši primer. Ja. Ne uporabljamo avta 95% časa. Ja. Kaj zdaj s tem avtom narediti? Zakaj? A mora res vsak imeti v lastništvu svoj avto, ki stoji 95% časa? Ali pa bi mi to z algoritmom posortirali in spravili na 10% avtomobilov sploh in bi bili bolj polno uporabljeni. Ne? In to je sigurno, jaz v svojem življenju že nekaj časa, nekaj let opazujem to, da vedno manj stvari si lastim. S pomočjo tehnologije tudi. Pa poznam ljudi, ki so digitalni nomadi, ki živijo v Airbnb-jih. En mesec je tukaj, potem gre na drug konc sveta in on uporablja, da lahko to sploh dela, veliko tehnologij. Že prva je to, da lahko sploh dela nadaljavo z računalnikom, z Wi-Fi-jem, ki je v Mehiki, ne vem, s pomočjo Starlinka imaš sred puščave lahko
internet. Ne? In tehnologija vidim, da omogoča to, da bomo si manj stvari lastili, ker ne bo potrebno si jih lastiti, ampak jih bomo lahko delili. Ne? Jaz mislim, da bo to čudovito, ne? Ker to ljudje so se zagotovo v naši zgodovini odlično imeli na tak način. Ta koncept, tako kot smo se pa pogovarjali glede bank, ki so seveda pač inštitucije, ki bojo izgubile pomen. To je pač, jim je treba povedati zelo odkrito, in oni se pač na vse načine poskušajo ustaviti to. Ne? In monetarni svetovni sistem je izredno močan in če zdaj pogledate, recimo, ko se pogovarjam z bankami, pa ne samo z bankami v Sloveniji, tudi iz tujine, močne in velike banke, in oni tam pač želijo čim manj kripta in da je to pač neko tako pač poskušajo ustaviti sploh. In tudi G8 ali ne vem kateri so zahtevali regulacijo teh kriptotov, ampak če si predstavljate, spet če se vrnem na Juliana Assangea, da enostavno, ko je pa ta Wikileaks pač bil, enostavno niso mogli ustaviti teh storitev. Torej, države in vlade, ki imajo ogromno moč nad vsemi informacijskimi sistemi, niso mogli ustaviti vseh teh instanc Wikileaksa in ljudje so pač dobili vse te podatke in zdaj več ni niti smiselno tega ustaviti. In blockchain je taka tehnologija. Jaz imam kolege v Ameriki, ki delajo za ministrstvom za obrambo, ameriškem, resne projekte, ker se blockchain lahko ustvari že z enim namenom, se ga uporablja med različno, vojaško infrastrukturo in se ga potem pač ustavi v enem trenutku. Tako da v osnovi in z vsemi pravili, ki morajo biti upoštevani v neki akciji. Ja, jaz osebno, dostikrat vi ste uporabljali izraz blockchain. Blockchain kot primer tehnologije, ki ima določene karakteristike. Jaz pa, ko govorim ali pa ko vidim vrednost te tehnologije, vedno rečem Bitcoin blockchain ali pa Bitcoinov protokol in to dvoje ločujem precej med sabo. Zakaj ne? Zato, ker decentralizacija je pomembna. In zdaj, če ameriška vlada svoj blockchain naredi in ga lahko ugasne in ga lahko spet prižge in spremeni kodo in ga spet prižge, jaz to ne bi več dal v domeno blockchaina. Ne, to ni blockchain. Jaz imam projekt, en od projektov je Evropska blockchain infrastruktura, EPSI Vektor. To je namenjeno temu, da ljudje, ki se ukvarjajo z javno upravo, vidijo posledice te tehnologije in uporabijo in pač razumejo načine, kako se bo to v prihodnosti uporabljalo. Ampak to je absolutno, po domače povedano, kar nekaj. In tudi Bitcoin je ene vrste mehurček, ki pač to je tudi kar nekaj, za moje pojme. Lahko malo razširite to misel. Zakaj je recimo kar nekaj? Zato, ker pač nima ni ekonomskega aktivnosti od zadaj. Razen to, da pač lahko hrani neke zapise, da nekdo ima nekaj na papiru, nekaj bitcoina, tam od zadaj ni ekonomske aktivnosti, ampak mi smo recimo skozi v bistvu način nastanka denarja je v bistvu tak, vsaj tako nas zgodovinarji učijo, da je v bistvu zato, da mi vrednost ene stvari, ki jo je nekdo ustvaril, pretvorimo v nekaj, kar lahko pozneje uporabimo za to, da nekaj novega, drugega kupimo. Recimo, hranilec vrednosti. Ja, to je ena izmed karakteristik denarja. Ja. In tudi druge karakteristike, seveda, ampak ta je ena taka. In zdaj, če pogledamo pa zdaj na ta Bitcoin, hranilec denarja, ampak zdaj pa tlele ni niti zlata, ni nič, in če zdaj recimo en dan hoče vsi ti, panično dvigant ta svoj Bitcoin v
recimo da bi si nekaj kupili, pa tega ne bojo mogli, ne? Ker pač tam ni nič za kupiti v bistvu. Ne? Ja, v bistvu tako lahko rečeva, da bojo ljudje razumeli. Če Bitcoin dosega določeno ceno, ne pomeni, da bo že s prvim prodanim Bitcoinom bo ta cena padla za malenkost. Z drugim prodanim bo še mal padla. In če bojo vsi prodali, ne bojo mogli unovčiti te cene, o kateri sva govorila. Zato ni nič, ne. Ampak to se zelo redko zgodi in isto bi lahko rekla za delniški sistem. Isto bi lahko rekla za fiat denar, ker če mi zdaj vsi svoje prehranke dvignemo in jih začnemo zapravljati, se bo zgodila kaj? Inflacija. Inflacija, ker dobrin ne bo dovolj in pa bo en rekel, ne morem dobiti teh gum, pa bom pa plačal več za te gume. In razvrednotil se bo denar do nule. In to ni nič inherentno drugačnega v Bitcoinu. To karakteristiko imajo čisto vse dobrine, v kateri je shranjena monetarna energija, lahko rečemo. Zato pa tudi ima neko vrednost danes in lahko seveda naučimo te bitcoine, ki jih nekdo ima, jaz jih nimam. Ampak, če pa gledamo na dodano vrednost, recimo, če primerjamo Bitcoin za Ethereum mrežo, tam notri so možnosti aplikacij. In zdaj, recimo, da bi radi imeli neko dodano vrednost. Recimo si sposodim avto za 3 ure in je to zame neka dodana vrednost, in jaz imam lahko aplikacijo, ki mi to omogoča. Potem je, recimo, da bom s tem prišparal 5 evrov. Se ne bom vozil s taksijem, se ne bom ukvarjal s tem, kako priti do vozila in ga zavarovati, ker bom to takoj dobil na en klik. Ja. Recimo je to dodana vrednost zame in v bistvu od teh 5 evrov potem bom jaz res vesel, ker pač bom zelo poceni se lahko vozil z avtom. Tako da tlele pa je lahko velika lufta, dodane vrednosti, ki se lahko izrazi v nek ekosistem, kot je Ethereum, ki pa zdaj omogoča, ne vem, layer 2, pa layer 3, pa ne govorim samo o Ethereumu, recimo Tezos je tudi tak in podobno. In v naših konceptih raziskovalnih projektov, recimo OnToChain, v osnovi se ukvarjamo s tem, da recimo, če si jaz posodim vozilo v Ljubljani, pa grem na Dunaj in je tam neka druga veriga blokov, kako lahko svoj ugled, svoj, ne vem, dobro imetje, vse, kar sem jaz počel in kako sem se obnašal in ravnal. Podatke iz enega chaina. Prenesem iz enega chaina v drugi chain, jih tam uporabljam ponovno. In zato, mislim, jaz imam en predmet, ki ga poučujem, ki se imenuje računalništvo v megli. Zakaj v megli? Zato, ker v bistvu bi mi radi, tudi če je popolna megla na avtocesti in prihajamo v tunel, da mi imamo to zaupanje, v to, da bo vse funkcioniralo tako, kot mora biti. Ja, razen ko ne funkcionira. In tukaj je moj glavna zamera do drugih blockchain tehnologij, ker gledam to iz tega vidika, pa me tudi zanima iz vašega računalniškega backgrounda. Midva začneva z enim protokolom, ki je zelo enostaven. Čim bolj enostaven in čim bolj robusten bi mogel biti, potem pa na temu protokolu gradiva naprednejše aplikacije. In kako jaz vidim Bitcoin, zelo enostaven layer 1, zelo enostaven, že 12 let zdaj deluje, oziroma 14, nikoli ni bil pohekan, zelo enostavno ga je razumeti. Potem pa primerjava Ethereum na layer 1, ki postaja vedno bolj kompleksen, z vsakim, kako bi rekel, forkom, ki ga naredijo. In že to, da lahko forke delaš, da se lahko nekdo odloči in ima to moč, naredi fork, upgrade, spremeni pravila, se mi zdi problematično. In iz tega vidika, če se vrnem nazaj na ta base layer, tako kot internetni sistem, imava HTML, zelo enostavna stvar. In potem na podlagi tega gradiva kompleksnejše aplikacije, ampak ta osnova, jaz mislim, da mora biti enostavna. Ker če se bomo na osnovah
če bomo na osnovah začeli komplicirati, jaz vidim, da sistem lahko postane zelo unmanageable, se pravi, ne bomo ga mogli več menedžirati, pa tudi noben ga ne bo mogel v popolnosti razumeti. Ja, to vam lahko pač zelo nazorno lahko razložim. Torej, se strinjam z vami, nobena od teh tehnologij danes ni čist dodelana. To je pač recimo, da blockchain 1.0. Ampak Bitcoin je dodelan in ne bo se spreminjal. A se lahko o tem strinjava mogoče? Ja. Ampak transakcije, recimo, če se ukvarjamo z namenom, ker v osnovi blockchaini pomenijo neko razmerje med varnostjo sistema in uporabnostjo, ker pač je decentraliziran sistem in to je to. In zdaj, če si predstavljamo zdaj en primer, ker pač mi bi radi tehnologijo uporabljali v neke namene. Naš, recimo, evropsko-korejski projekt, ki smo ga lansko leto zaključili in je 3 leta trajal in je vključeval tudi blockchain in umetno inteligenco in internet stvari in digitalnih dvojčkov in tako dalje, v bistvu je razvil neko tehnologijo za razvoj nekih aplikacij, ki uporabljajo tudi umetno inteligenco in blockchain. In zdaj v osnovi govorimo o tem, ali je, kakšen je namen Bitcoina, Če je to rezerva denarja, potem za te velike spekulatorje, ki imajo ogromno denarja in potem najprej dodajajo denar iz različnih koncev v ta Bitcoin, potem vrednost raste, ker pač je tako kot povpraševanje in potem še preden, ko ljudje mislijo, da bojo, tisto, kar smo se prej pogovarjala, luxurija, pač oni vidijo neko zlato, nekaj, ki se blešči in pol vsi skočijo, tisti bogi ljudje v bistvu, ki imajo zelo malo prihrankov iz Indije in iz Kitajske in iz Afrike, oni dajo tisti denar, cel svet, in v trenutku, ko pa ti veliki, ki pa imajo to zelo natančno sproducirano, reče, zdaj pa bomo mi ves denar po tisti zelo visoki ceni dali stran in oni ostanejo brez denarja. Tisti, ki so zelo bogati in imajo veliko denarja v tem orodju za pobiranje denarja ljudem, pa enostavno seveda najprej oni to sproducirajo, oni so tisti trigger. Manipulirajo trg, se reče v trgovanju. V bistvu je Bitcoin ene vrste nekaj, kar se lesketa za ljudi. In nažalost je to tako. Ampak zdaj, če se sam še vrnem na te aplikacije, ker v bistvu Ethereum, mi to dodano vrednost dosežemo s tem, da mi lahko upravljamo neko aplikacijo, recimo jaz lahko sposodim avto ali pa knjigo ali nekaj lahko naredim, ki mi je lahko koristno v življenju in ta Ethereum pa da veliko na tem, da mi lahko v bistvu sprogramiramo recimo sistem za volitve, demokratične, ali pa da se sosedje v bloku stanovanjskem odločijo, da bojo posekali drevo ali ga ne bojo, neki pač. In te možnosti, ki jih omogoča zdaj recimo Ethereum in mogoče Tezo še bolj nekaj, ker pač ni Turing complete, ni poln po Turingu, ampak nekako ima omejene še bolj možnosti in bolj enostavno. Ampak še nekaj, glede teh transakcijah. In to se mi zdi zelo pomembno za razumeti. Ta trade-off med varnostjo in uporabnostjo. Če jaz želim sodelovati v sistemu za posojanje koles ali avtomobilov v Ljubljani, potem za ta avto in za enodnevno posojo ne rabim 5000 nodov Bitcoina iz Kitajske in Amerike, da mi to transakcijo potrdijo. In je tudi taka uporabna vrednost nesmiselna za me. Imamo Lightning, se pravi no layer na Bitcoinu in to sem prej hotel opredeliti. Imamo base layer, ki je enostaven. Da. Na podlagi njega narediva layer 2, ki je Lightning. Imamo instantne transakcije, ki obdržijo varnost.
Ja, instantne zato, ker del vrednosti bitcoina se prenese na to mrežo, ker lahko nekdo opravi transakcije, pozneje se pa spet pripiše nazaj. Settlement se naredi pol na koncu, ja. Ja, in to je kao hitreje, ne? Ampak tlele funkcija tega, a ne, mislim, glede na to, koliko energije v bistvu porabi in koliko je to ekstremno računsko neučinkovito orodje, a ne, je to, kako ne rečem, celo neetično uporabljati ga. Ne? Ta base layer, govoriva, ne, je zelo energetsko potraten. Se pravi, Bitcoin transakcija na layerju 1 je energetsko potratna, na layerju 2, na Lightningu, ni energetsko potratna. Ja, torej te transakcije so narejene na tak način, da rabijo manj tega potrebovanja in manj teh računskih operacij in podobno. In v osnovi zdaj, mislim, seveda mi delamo na konceptih, novih konceptih teh konsenzus mehanizmov in podobno, ki omogočajo, da mi, tako kot na nek slide bar, a ne, to pomeni, da, da lahko nastavimo, kakšno varnost želimo imeti. In potem v bistvu ta Lightning mreža se na nek način v prihodnosti naj bi bila nastavljiva in zdaj, če želimo samo sposoditi kolo, pa bo zelo malo tega, ne, bo takoj, ne, pa ne bomo pač uporabljali kitajsko pa ameriško računsko moč, ampak če pa gre za to, da jaz grem na banko, mislim, virtualno banko in si dvignem tam, ne vem, 10 milijonov evrov za to, da si kupim nekaj, ne? No to pa bi pa mogoče rabo 1000 ljudi, da mi to potrdi. Ja, mislim, za te velike, pomembne transakcije, ja, uporabiš base layer, ne, ki je settlement končen. Ne? Na Lightning networku settlement ni končen, ampak je hitrejši. Ja. Ampak spet, ne, to je enako, kot jaz vidim, ne, da bi se mi 2 leta 94 pogovarjala, jaz bi bil navdušen nad internetom, ful navdušen, in bi začel govoriti o idejah, kot so, enkrat bom lahko streamal Netflix, jaz bom 4K resolucijo imel s pritiskom gumba, bom jaz gledal film. Ne? Vi bi pa meni govorili, ampak internet niti slike ne more poslati v enem dnevu do mene. Ne? Ja. To je nemogoče. Ja, zato ker govoriva o zgodnjih fazah, pa govoriva o tem base layerju. Ne? Mi dva lahko še vedno izboljšujeva uporabnost, pa da ne žrtvujeva varnost. In mislim, da se ostali blockchaini preveč žrtvujejo varnosti, zato da dobijo nek network efekt na trgu, a ne? Mi smo pa hitrejši, bolj uporabni, tukaj lahko vse te čarovnije ustvarjaš na tem blockchainu, ampak ljudje pa pozabijo na to varnost. Ne? Kaj smo v bistvu sploh naredili, če smo to bazo ne distribuirali? Ne? Se lahko jaz tudi tukaj bazo postavim, pa imamo mi dva zdaj nek denarni sistem, ne? Ampak jaz lahko sem koruptiran igralec, ne? In to spreminjam, ne? Spreminjam pravila. Ja, mislim, prvo predavanje, ki sem ga jaz poslušal o digitalnem denarju, je bilo daljnega leta 92, ko je profesor Nikolas Negroponte pač prišel tle v Ljubljani in smo imeli predavanje, pač imel tlele, na temo digitalnih denara. Ne? In pač je to res razložil z temi ekonomskimi modeli in sistemi in to je velik cilj bil, ne? Da bi pač dosegli ta denar in zdaj te realizacije tega, kot vidimo, so zadosti varne, ker ogromno ljudi, a ne, dejansko doda notri, si odpre lahko račun in notri pač da svoje evrčke in dobi notri nekaj na papirju, ki se imenuje Bitcoin. A ne? In to je varno. Ne? Varno je, da ti imaš tam 5 bitcoinov. A ne? To je ta varnost, ki jo ta sistem ne na menjalnici. Zagotavlja. Ja, na menjalnici pa ne vemo, kaj se bo zgodilo, kdaj. Ne? Moraš jih dejansko imeti, se pravi, to pomeni, da imaš svoje privatne ključe pri sebi. Ne? Ja, ampak tisto, kar je glavno, je ravno ta spekulativni del, ker pač ta tehnologija danes, vse tehnologije se ne uporabljajo in to moramo biti popolnoma in kristalno ljudje si na jasnem, ne? Da se ne uporabljajo z namenom, da mi tle nekaj naredimo. A ne? To je narejeno sam za namen
kako ne rečem, Špekulacije. Ja, špekulacije in zato, da dobijo eni, drugi pa seveda, ker pač to je tako kot v zakonu o hranjenju energije. Če v ti en boks nekaj vzameš, moraš nekomu vzeti tisto, pač ni možno drugače. Tako da to je način samo. Tehnologija pa je dovolj zrela, zato da mi jo uporabljamo. In imamo recimo na naših projektih primere uporabe, ki so popolnoma produkcijske in ki uporabljajo blockchain in so zelo koristne za ljudi, ker pomeni, da zmanjšajo količino dela, ki ga človek opravi, izboljšajo porabo virov in tako dalje, da pač ne škodimo naravi toliko velik, te zadeve. In ravno to je tisto, kar pač bi mogli mi poskušati doseči s temi sistemi. Tako da sistemi so, preverjeno delujejo, a jih lahko zdaj še malo naredimo na način, da dejansko ljudem služijo, da smo bolj srečni, da manj škodimo naravi in tako dalje. Ja, se strinjam. Se jaz tukaj Bitcoin, pa lahko grejo pol na naslednjo tematiko, ampak samo to bi rad povedal, da jaz mislim, da kot človeštvo nam izredno koristi izum denarja. In kaj mislim s tem, kar rečem denar? To je v bistvu glasovnica, ki sporoči trgu, kaj jaz vrednotim. Se pravi, to je nek jezik, to je jezik, ki ga imam jaz na voljo, da komuniciram s trgom. In jaz, ko grem v trgovino, ko vzamem te bobi palčke namesto enih drugih, jaz dam signal trgu, da vrednotim bolj te bobi palčke. In trg to posluša z vrednostjo, pa z logo in reče, kolektivna družba bolj vrednoti to, se pravi, jaz moram več tega proizvesti. In to je v bistvu nek tak sistem, ki nam je omogočen z denarjem. Problem nastane, ko mi ta signal pokvarimo. Signal tega jezika. Se pravi, da jaz naprintam 20% denarja več, ga razdelim in ljudje s tem ekstra denarjem, ki prej ni obstajal, daje signale na trg. In jaz mislim, da tukaj se pokvar ta komunikacija med posamezniki in trgom. Zato mislim, da rabimo denar, ki ga ni možno koruptirati, ki ga ni možno spreminjati, ki je popolnoma transparenten v smislu, koga je na voljo in koga bo na voljo kadarkoli. Bitcoin veva, oziroma vsi vemo, da ga nikoli ne bo več kot 21 milijonov. Za Ethereum ne veva niti, koliko jih je zdaj, ne veva, koliko jih bo, plus, ko se forki dogajajo in spremembe pravil protokola, ne veva, kakšne spremembe še prihajajo. In tukaj se ta signal koruptira. Če bi se javil kakšen bodoči doktorant na temo, imam eno odlično temo za doktorat, torej, ki ji rečem že nekaj let, v bistvu koncept blockchain kot medij. Zakaj? Zato, ker recimo, če primerjamo čas hladne vojne, to je recimo en tak primer, in zdaj smo imeli en tak primer nekih agentov, ki so bili Rusi pa iz, ne vem, Argentine ali nekod. V bistvu blockchain je javna knjiga. In na tej javni knjigi lahko kdorkoli objavi karkoli in ostali berejo temu. In lahko je tudi neko tajno sporočilo, ki ga drugi čakajo 15 let in potem, ko se to tam napiše gor, ga bojo šli brati in bojo nekaj naredili. Torej, akcijo lahko prenesemo prek ta blockchain in v bistvu lahko tudi komuniciramo. Zdaj, če ste se govorili o teh primerih, ko mi gremo v trgovino, v bistvu sistem je narejen na ta način ponovno, da z barvami in z poznavanjem naše psihologije, pač ne glede na kakovost izdelkov, ne glede na kakovost, v bistvu dosežejo prodajalci čim višjo ceno. V bistvu to, kar pa mi kot naslednje generacije interneta, ljudi, ki uporabljajo ta internet, želimo, je, da dobimo visoko stopnjo kakovosti. Če proizvajalec produkta dokaže, da nima forever chemicals in ne vem kaj, potem bo te certifikate priložil
svojemu produktu na blockchainu in jih bomo lahko videli, kdo je to certificiral in bomo imeli sistem z zvezdicami, tako kot na booking.comu. In bomo lahko v bistvu, recimo pri naših projektih, imamo NFT kot neka nezamenljiva, oziroma nekaj, kar ima identiteto in ga lahko prodamo, posodimo, delamo s tem na trgu. Unikaten token. Unikaten token, ki predstavlja nekaj, virtualnega ali nekaj fizični predmet, recimo avto. In zdaj, če si predstavljate, da vi za ta avto, ko pogledate ta NFT, lahko naokrog tega dobite tudi občutek, natančni občutek o tem, ali je bil servisiran pri pooblaščenem serviserju, ali so deli notri vgrajeni taki in taki, ali je redno to in drugo in tretje, in dobite celotno zgodovino in vi v bistvu vrednost tega znate oceniti. Ali vam jih umetna inteligenca oceni vrednost? Tako da vi lahko vidite vrednost, ki ste jo dobili, ne pa tisti del, ki je samo v bistvu vara naša čutila, in zahteva od nas denar. Tako da v bistvu moč je v znanju in moč je tudi v podatkih. Ampak ti podatki moramo mi, ljudje, s katerimi v bistvu, ki so v naši v bistvu lasti, ko hodimo in nekaj kupimo, v bistvu zakaj ne bi imeli pravico tudi komentirati, kaj smo kupili. In blockchain pa je ta javna knjiga, kjer lahko mi ustvarimo reprezentacijo tega dogodka in lahko okrog tega začnemo se pogovarjati in vsi to lahko vidijo. Recimo, če jaz pišem na, mestno občino Ljubljana ali pa, zdaj samo karikiram, nisem hotel povedati, zdaj mestna občina, na neko javno storitev in tam ne prikličem že 10 dni nobenega uradnika v uradnih urah, ne dobim storitve, nekaj se zgodi, kar mi ni prav. Zakaj ne bi jaz imel možnosti objaviti to nekam, in da lahko tudi drugi to poiščejo, in se tam zapeče na tem blockchainu, pa se začnemo zdaj o tej zadevi pogovarjati. To pa je, če govorimo o kakovosti produktov, ki jih nekdo hoče prodati, je ogromen napredek za človeštvo v bistvu. In ogromen napredek za kakovost, proti kakovosti naspram kakovosti storitev, ki nam jih podjetja ponujajo. Ne bojo mogli kar tako nam nekaj prodati, ki se blešči. Ja, ampak te vhodni podatki, ki jih zajemamo iz fizičnega sveta, jih pretvarjamo v digitalni svet, da se zapeče z nekim NFT-jem, lahko nekdo ponaredi. Primer, ki ste ga dali. Jaz imam avto v lasti, poznam enega mehanika, jaz pripeljem tja, pa mu rečem, ti pa zdaj na blockchain zapiš, da si dal notri originalen del. V bistvu pa ne bova dala originalen del in jaz bom prešparil. In potem ta avto jaz prodajam in on pogleda na blockchain. Na blockchainu je zapisano točno datum, kaj se je zgodilo, ampak ne vem, če se je to res zgodilo. Ker imam tukaj eno opcijo point of failure, se pravi eno šibko točko v temu celemu sistemu. To ni res, zato ker novi standard svetovnega spleta, ki mu se reče digitalni identifikatorji, decentralizirane identitete, v bistvu DID metode in preverljive poverilnice, torej verifiable credentials and verifiable presentations, so v bistvu način za to, da mi na blockchainu ali pa povezano na našo digitalno identiteto, recimo Evropska unija z novimi osebnimi izkaznicami ima eIDAS-2 sistem, ki lahko poveže v bistvu našo digitalno identiteto z vsemi pomembnimi storitvami, ki jih država nudi nam, državljanom. Kar pomeni, da mi lahko v bistvu na to vse vežemo
praktično vse, kar imamo, vse, kar naše interakcije z upravo in tako dalje. In v bistvu lahko preverjamo. En od projektov, ki ga vodim na Fakulteti za računalništvo in informatiko, je tudi projekt, ki se imenuje mikrodokazila za mikrokompetence. To pomeni, da v nekem krajšem, recimo, ker govorimo o vseživljenjskem učenju, ampak da ti, ko dosežeš neko kompetenco ali imaš nekaj preverljivega, lahko selektivno dokažeš komurkoli, pošlješ po e-pošti, pregledaš, kolikokrat je nekdo tega si ogledal, tvitaš in uporabiš na Facebooku, torej kjerkoli lahko objaviš selektivno, glede na to, kaj želiš s temi svojimi lastnimi podatki delati, lahko torej objaviš podatke o mikrodokazilu. In tako tudi proizvajalci delov za avtomobile bojo lahko v bistvu pokazali, da tisti del, ki je vgrajen v ta avto, je ravno tisti, ki ga je nekdo, ne vem, tovarna ta in ta proizvedla. V bistvu ti primeri uporabe so tisti primeri, ki so trenutno produkcijski in se jih, imamo tudi take aplikacije, recimo Copyrightly, pa projekt Origin Trail, to je ena podjetje, srbsko-slovensko podjetje in tako dalje. Pač več teh je projektov, ki dejansko imajo produkcijske aplikacije na blockchainih. Ja, ampak še vedno neki centralni entiteti moram zaupati v celi tej zgodbi. Entiteti, ki pomeni register državljanov. Tako. Pa celo regulacijo moram zaupati, da se v redu enforca strani države, ne? Z vsemi zakoni, z vsemi temi dogovori, ki stojijo za tem projektom. Če greva na Bitcoin, jaz tukaj poganjam node. Ne? Da? Jaz vam pošljem zdaj na vaš wallet nekaj Bitcoina. Ne? Jaz nisem zaupal nobeni centralni entiteti. Nobeni. In to se mi zdi razlika, ne? Ko govorimo o blockchain tehnologijah. Ne? Mislim, države kot take obstajajo v zadnjih nekaj 100 let. To je pač Garibaldi je začel z recimo Italiji. Skratka, pač te države tudi poimensko niso bile tako poimenovane nekaj 100 let nazaj. Tako da ta koncept države, to seveda nimam nobenih, v bistvu to, kar nas ljudje združuje, so naše skupne vrednote. In teh bi jih mogli gojiti. In če se grem pogovarjati z kolegi na Kitajskem ali pa v Ameriki ali kjerkoli po svetu, najdemo z mnogimi veliko skupnih stvari. Imamo enak način humorja, enake stvari nas zabavajo in podobno in si jih želimo v življenju. Tako da v bistvu to je to. Pač te države, jaz si to ne predstavljam, da bo to trajalo in ta koncept Bitcoina je definitivno ta pravi koncept, a ne ta decentralizacija in definitivno ga promoviramo. Tudi med drugim sem zdaj vključen v en veliki evropski projekt, ki v bistvu omogoča z Evropsko vesoljsko agencijo. Sem član strateškega odbora projekta, ki je več kot mogoče 250 milijonov evrov vreden projekt, ki v bistvu omogoča to, da nam ljudem pač da pravico na nek način ocenjevati, kako posegi v naravo, ki jih delamo, podjetja, ne vem, državne te institucije, občine in podobno, koliko to vpliva lahko na koliko to stane nas in naravo, recimo. V kakšni enoti pa koliko stane, v smislu stane v denarju ali stane v well-beingu, v blaginji? Tudi v denarju, ker pač ljudje si ne predstavljajo, da ko posekajo eno drevo, pač ne vem, v Amazonu ali pa v Sloveniji tudi, čeprav naša gozdna masa tlele pač skozi raste,
ampak in znamo skrbeti, ampak v bistvu ti posegi v naravo so ogromni lahko. In v bistvu ta decentralizacija bo dejansko omogočila, da ljudje malo bolj preudarno razmišljajo, če jim na drugi strani, to, kar sem se na začetku pogovarjala, umetna inteligenca jih ne bo usmerjala, ker to je spet ena taka stvar, ki nas, in to je res prehuda moč v bistvu, Temu se pa treba res upreti, ker če bodo te korporacije zdaj nas usmerjale, bomo pač kupili tisto, kar se bojo oni spomnili. Bomo do konca vse naredili tako, kot bojo hoteli. Ja, jaz sem v bistvu, če gremo nazaj na umetno inteligenco, jaz sem vprašal GPT-4, vprašal sem ga, kaj so 3 največje nevarnosti razvoja umetne inteligence v naslednjih 50 letih. In dal mi je 3, sem ga vprašal za 3, Prvi, izguba nadzora nad superinteligenco. Drugi, avtomatizacija in izguba delovnih mest. Tretji, zloraba umetne inteligence in vpliv na zasebnost. Zdaj, dotaknila sva se veliko stvari, rad bi se pa te prve, izguba nadzora nad superinteligenco. Kaj bi bila superinteligenca, ali pa kaj bi bila neka inteligenca, ki samo sebe izboljšuje in izboljšuje izboljševanje same sebe, In kaj je ta eksponenten razvoj, kako vi vidite v bistvu ta termin? V bistvu ta odgovor je izredno žalosten, ker vidim, da se ta ChatGPT dejansko razume, v bistvu razume svojo moč. Ker tako kot na Bitcoinu, in tudi take projekte smo imeli, recimo, da naredimo overlay, kar pomeni infrastrukturo nekih virtualnih strojev, ki sedi nad vsemi vozlišči, recimo omrežja Ethereum, in recimo poskuša ugotoviti, kako bi lahko bil možen nek napad na celo to omrežje. Išče šibkosti. Ja, ampak če to se naredi čez celo infrastrukturo in več kot 50% te infrastrukture sprejme nekaj, kar ni res, potem se zadeva lahko, kar iz nič lahko ustvarimo karkoli, ampak v bistvu nam to nič ne koristi na koncu. In zdaj pri ljudeh, če bi ta ChatGPT, ker pač ti koncepti kolektivne inteligence, kolektivnega razumevanja stvari. In zdaj recimo mi imamo neke stvari, ki, če ena oseba, ne bi rad nobenega užalil ali ampak ima neke, recimo, kako ne rečem, težave z dojemanjem realnosti, Nekdo, ki ne dojema dobro realnost, je to pač majhna... Kaj, neke duševne motnje? Ja, recimo tako, na tak način, da pač to v bistvu mogoče ni nobene take hude škode v bistvu v svetovnem kontekstu, ampak če pa polovica ljudi potem se odloči, recimo, ali pa je vodena k temu, rečejo Angleži, was led to believe. In to je možno, voditi ljudi v to, da nekaj in v bistvu, da imajo napačne predstave to je tisti glavni problem. Sprav manipulacija. Manipulacija, ja. In če ta manipulacija pač se doseže na tak način, da 50% ljudi se jih prepriča v nekaj, potem bomo dejansko izgubili nadzor nad to superinteligenco. In to je pa v bistvu ekstremno, res ekstremno in žalostno. Kako bi to sploh izgledalo? Ker mogoče se morajo ljudje to je nekako moje razmišljanje okrog tega, kaj pomeni, da se sistem sam sebe izboljšuje in potem v naslednjem trenutku ima izboljšano izboljševanje in v naslednjem trenutku ima izboljšano izboljševanje. In to v bistvu v tistem momentu čas preneha obstajati in se zgodi nekaj, kar porine ta sistem v onkraj naših predstav, kaj je možno z vidika inteligence v vesolju.
Definitivno so ti koncepti inteligence v vesolju in mislim, definitivno obstajajo. In da ne govorimo o tem, da zdaj nove tudi oblike in načine računanja. Nedavno sem imel srečanje in pogovore o tem, da bi zagnali ene serije delavnic na temo kvantno računalništvo, ne? Ker recimo en od raziskovalcev pri nas ima magisterij iz postkvantne kriptografije. In to so ogromno enih algoritmov, ki jih danes uporabljamo, ki rabijo neskončno dolgo, da nekaj zračunajo, v kvantnih računalnikih izredno hitri. In algoritmi za kvantne računalnike obstajajo in v bistvu vprašanje zelo kratkega časa, ko bomo tako, kot smo dobili mobilne telefone kar naenkrat, bomo tudi dobili kvantne računalnike. Kolega iz superračunalniškega centra v Poznanu je že pred parimi leti mi razlagal, da so si oni pač nabavili take. Zdaj poskušam se zmeniti, če bi mogoče tudi na naši fakulteti nabavili en tak računalnik. Kdo pa prodaja to, katero podjetje prodajajo te super računalnike oziroma kvantne? To so pač neki taki primeri, modeli, zdaj ne poznam na pamet, ampak v resnici so to po en kvant, recimo, v bistvu to tako zgleda kot neka eksperimentalna škatla, ker v bistvu so tam notri na različne načine v bistvu realizirani recimo en atom, ki spreminja pač svoja kvantna stanja in je potem tudi neka orodja, ker lahko se različni v bistvu določena vrata, tako kot jih poznamo v računalništvu in vrata, ki realizirajo cel računalnik, so tudi za kvantne računalnike določena vrata, ki jih lahko pač startamo in ugašamo in s tem pač delamo s tem. Deva se spustiti na nižjo raven inteligence, da bova mojo inteligenco lahko. Jaz sem v bistvu, nisem računalničar, razumem princip delovanja navadnega računalnika. Deluje na principu ničke pa enke. Ja. Kadarkoli me ustavite, pa popravite. Deluje na principu ničke pa enke. Se pravi, nekaj je ali ni. In na podlagi tega mi računamo. In živimo v svetu dualnosti, znotraj računalnika. Vse, kar mi hočemo zdefinirati, vse, kar hočemo mi računati, uporabljamo samo te dve operaciji. Ja ali ne. Zdaj, če gremo na področje kvantnih računalnikov, kolikor jaz razumem, se nam razširi onkraj ja ali pa ne. Je več stanj možnih v nički, več stanj v enki. A ste kdaj slišali za poskus z dvojno režo, svetlobo z dvojno režo? Double slit experiment. Double slit, ja. Bomo polinkali spodaj na Wikipedijo double slit experiment, za ljudi. Ja. Pač zdaj aplikacija, ker ta tudi Feynman, pač, ko je delal s temi in tudi preteklosti, pač enostavno ga ne znajo razložiti. Zdaj ta svetloba ali pa kvantni računalnik se lahko realizira z več različnimi pač mediji, recimo lahko je svetloba, lahko je elektron, lahko je pač različni ti mikrodelci lahko so. In zdaj seveda pri tem poskusu je v bistvu tako, kot če bi se zadeve delale in računale na eni sferi. Na vrhu sfere je pač ničla, na spodnjem delu sfere oziroma neke krogle je enica. In zdaj, tako kot elektron, ker ga mi ne vidimo, v bistvu za nas ima dvojno naravo, lahko je val ali je lahko pač ena pika, ki vrti okrog. Pač nihče ga ni videl, kako zgleda. Ampak če ga zmerimo, rata pika, če pa ga ne zmerimo, pa je nek val okoli in okrog. In zdaj ta val pa se ga lahko manipulira s temi vrati in se lahko ga spreminja, recimo lahko obrne na glavo, pa lahko spet na noge in podobno. In ko mi pritisnemo na gumb, se taka sprememba lahko na ta val dogaja. In ko pa želimo zmeriti tisti val, pa rata ena pika in tista pika je nič ali ena. Ampak zdaj, ker se to dogaja v tem
svetu hitrosti, svetlobne hitrosti, a ne? In v bistvu to gre za v bistvu realne ali iracionalna števila, a ne? Kar pomeni, da je svet vseh teh možnosti oziroma je neskončen. Se pravi, med ničko pa enko smo imeli prej samo nič pa ena, zdaj imamo pa še vse vrednosti med ničko pa enko, ki jih je pa neskončno. Ja, v bistvu je na sferi, v 3D so te možnosti. Ne? In se potem lahko, ko se jih prebere, zratejo nič ali ena. Ne? Ampak mi v bistvu lahko zdaj poštemo ogromno teh, ker pač mi lahko vplivamo na ta postopek, kako se ta val spreminja skozi, s temi vrati, in v bistvu lahko so ugotovili že pred mnogimi leti, da v bistvu na ta način lahko dosežemo dejansko računske postopke. In potem zdaj govorijo o tem, da bi seveda umetna inteligenca lahko bi razvili, če mi lahko razvijemo algoritme, ki so v naši teoriji, računalniški Turingovi teoriji, so v bistvu vsak algoritem je v bistvu seznam natančno določenih po vrsti izvedenih ukazov, ki so nedvoumni, kar pomeni, da jih stroj lahko izvede, in so tudi učinkovito izvršljivi, se jih pač lahko izvede in se ta algoritem konča v nekem času. Definicija algoritma, mi vemo zdaj, kako lahko izgledajo algoritmi, ker obstajajo tudi postkvantni algoritmi za kriptografske algoritmi, ne vem kjeri, ne za kvantne računalnike. Mi v bistvu lahko zdaj stojimo na pragu nove teorije računalništva, ki definira lahko tudi, kako bomo mi lahko umetno inteligenco, ki vemo, kako jo delati zdaj v teh za običajne računalnike, kako to bo zdaj novi val ljudi, ki bojo znali in se naučili, kako predstaviti v bistvu koncepte, ki jih obvladamo, ampak v nekaj, kar je izredno hitro izračunljivo. V kaki spremembi, čisto laično govoriva, recimo, če imava navaden računalnik, pa imava hitrost je ena, kaj bi nek kvantni računalnik pomenil z vidika hitrosti? Ja, če se pogovarjamo o številu nevronov, ki jih imamo v naši glavi, je to pač ne vem koliko teh milijard. Se pravi, 1 proti milijarde? Ne, v glavi imamo nekaj 15 milijard, ne vem pač koliko, ne poznam na pamet zdaj točno, koliko je teh nevronov, ampak je tako nekako več milijard. Ampak če si predstavljate, koliko je pa teh atomov ali fotonov lahko na enem takem delu, je tle lahko bistveno več milijard. In zdaj pač razviti ko bomo mi ovladali, kako lahko bo se zmenili, da bo naredili, ne vem, laserski žarek, ki bo imel, ne vem, 500 milijard fotonov v eni sekundi, jih bo pač poslal skozi, in bojo vsi ti fotoni šli skozi svoja vrata, Recimo pri poskusu z dvojno režo, svetloba gre na tak način, da v bistvu lahko zdaj naredijo tak poskus, da na 50,000 kilometrov sledi naslednji foton. Tako da se točno so 100%, da ko gre foton skozi režo, je sam eden foton, da ni drugih fotonov 50,000 kilometrov nazaj. Izolirajo ga, Ja, in potem pride naslednji, in oni lahko potem opazujejo, kaj se dogaja na tem poskusu. Ampak če si predstavljate, koliko je to lahko hitro v bistvu, ta nova umetna inteligenca je lahko ekstremno hitra in znam predstavljati tudi to, da bi mogoče lahko obstajale kakšne civilizacije izven naše zemlje, ker to je tudi naravno, ko se pogovarjamo o tem, kaj je naravno. Če na tej zemlji so ljudje, pač tam nekje druge so lahko tudi inteligentna bitja, ki lahko tudi ta medij svetlobe izkoristijo za računanje čez celo vesolje, recimo. Ja, sej, koliko bi bil pol odgovor, recimo čist tak površinski?
enka je hitrost računalnikov, ki jih danes poznamo, kvantni računalnik, kaj, krat? V bistvu, če se pogovarjamo o problemih, ki so NP polni, kar pomeni NP complete, rečemo tem, Okay. Tisti, ki jih rešujejo umetna inteligenca, ker jih običajni algoritmi naši ne morejo rešiti. Torej, ogromna količina teh algoritmov, ki so NP polni, ki ima eksponentni čas računanja, se pri kvantnih računalnikih ratejo rešitve, postanejo na tak način izračunljive v končnem času. Aha. Prej je neskončno, zdaj pa končno. Zdaj pa polinomski čas. Mogoče neskončno hitrejši je v bistvu. Ja, neskončno hitrejši ratajo. Ja. Neskončno hitrejši. Ja. Ker mi imamo dve neskončnosti, v bistvu poznamo v matematiki. Ena je ta alef nič, ker pa če števna, mislim, da se tako temu reče, kot se spomnim iz časa študija, nisem tega zdaj obnavljal za ta pogovor. V bistvu alef nič, v bistvu gre za števno neskončnost. Okay. Ko med dvemi števili ni nič lahko vmes. Medtem ko, in to je pač ta v tej teoriji recimo jezikov, računalniških in tako dalje, vse to lahko razvrstimo v števno neskončnost. Okay. Medtem ko pri teh kvantnih govorimo o neštevni neskončnosti, torej med dvemi števili, nič in ena, vedno lahko poiščemo neskončno mnogo števil. Ja, se pravi, imamo neskončnost, zdaj imamo pa še eno večjo neskončnost, ker vmes... Ki je neskončna neskončnost. Sam sta enaki, V matematiki bi te dve neskončnosti bili enaki. Da. Ja, tako da ni v bistvu toliko sploh razlike, Ja, recimo, ne bi bili enaki, ravno to hočejo pač ločiti matematike, Po številu ne bi bili enaki. Po številu, ja. Po kardinalnosti teh množic. Bolj učinkovita je pa mogoče tista, kjer prej prideš do večjega števila, manj pa si porabil resursov, manj si porabil številk. Tej se reče kontinuum. Tele se mi zdi alef nič. Števna in neštevna neskončnost. Ja, zanimivo. Ja, v bistvu je to sigurno, sva prišla do limita mojih sposobnosti, ampak mi je zanimivo, da ste bili pripravljeni z mano se o teh stvarih pogovarjati, pa tudi sigurno bom kakšne stvari drugače začel razmišljati po najnem pogovoru. Jaz bi rad bil spoštljiv do vsega časa, tako da bi vam rad sam zadnjo vprašanje postavil, ki ga je postavil prejšnji gost. Prejšnji gost je bil Sergej Hvala, Sneti, on je bil urednik, oziroma precej zraven je bil pri Joker reviji. In on se reče igrofil, strokovnjak za videoigre. In Sergej je vprašal, kako bi opisali razliko med igrco in igro. Sam osebno, ker sem v otroštvu, dobil prvi računalnik, mislim, ko sem bil v srednji šoli. In potem so vsi moji sošolci, ker pač sem edini imel računalnik v recimo razredu, so hodili k meni se igrati za mojim računalnikom. In so do te stopne se igrali, da enostavno sem jaz po letu in pol se nisem več želel igrati, sem hotel pač programirati. In iz tega razloga se ne igram zelo veliko. In zdaj igra in igrica, to pa zelo težko lahko zdaj ločim. Imamo pa nekaj teh primerov, ki se obračajo na nas tudi, iger, ki recimo ena taka je Murasaki, eno japonsko podjetje in igra se imenuje Cyber Stella. In ta Cyber Stella je novi projekt, ki vključuje te NFT-je in pač imajo decentraliziran koncept igre. Tudi na naših projektih imamo partnerje, ki razvijajo koncepte iger, ki so tako imenovani common goods igre, ker lahko mi ustvarimo neko vrednost v igri, pa jo potem lahko uporabimo v realnosti ali iz realnosti uporabimo nekaj, recimo primer
otroci v družini pospravijo svojo sobo. In starši reče, ok, super, dobite 2 NFT-ja in se jim tam postavijo v tisti igri in pač oni, ne vem, dobijo avatarje, karkoli in s temi se igrajo v igri, ampak potem, ko je v sobi rata spet nered, v tem primeru pa starši imajo toliko vpliva čez blockchain v igro, da dajo na pokopališče ali pač brnajo te NFT-je in otroci ostanejo brez v njihovi igri. Do teh konceptov sem, ampak igra in igrica mi je zelo žal, mi nič ne pamet. Ni problema. Mogoče sam razložim, da Sergej se zelo prizadeva, da ne bi računalniške igre več tretirali kot igrice, ker ob začetku recimo te industrije smo imeli recimo Pong, lahko to rečemo, da to je neka taka igrica, ampak danes je prišlo to do te mere, da to je velika umetnost in on bi si želel, da bi jo enačili z, ne vem, filmsko umetnostjo, tako da ne greš gledati v kino filmčka, ampak greš gledati film, Igrica. Ja, tako, in to se on prizadeva za malo spremembo termina, Ampak Vlado, mogoče naslednje vprašanje za naslednjega mojega gosta, lahko je karkoli, ne veste, kdo bo to, jaz tudi ne vem, ampak tako vprašanje za naslednjega gosta, ker delam tako neko verigo. Ja, zdaj, eno knjigo, ki sem jo dobil podarjeno strani kolegice, se imenuje The Future of the Mind. In v osnovi, to je pač Japonec, ki jo napisal, in Kaku, profesor Kaku. Michio Kaku. Ja, Michio Kaku. Michio, ja. In on je, v bistvu je tlele veliko, ene zadeve, ki sem jih videl tam v Franciji, v njihovi raziskovalni organizaciji CEA, to je njihova vrhunska, tako kot naš Jožef Stefan. Je tako, da sediš, recimo lahko je tudi poškodovana oseba, in v bistvu z možgani pač gledaš recimo na zaslon, in pač premikaš svojimi misli, pač premikaš predmete na zaslonu. In ko smo pri teh igrcah, in o inteligenci in tako dalje, in celo imajo tam tudi en primer osebe, ki je ostala tetraplegik. In so pač odstranili del kos lobanje, zato da so dali senzorski sistem notri, in zdaj ta oseba lahko se premika in pravijo, da je izredno vesela, da pride 2-krat tedensko, ker lahko ima občutek za egzoskeletonom, da lahko hodi in pač uživa v življenju na način, kot je pred prometno nesrečo. In zdaj v bistvu vprašanje za nasprotnika, za naslednjega gosta, bi nekaj v tem kontekstu, če si mogoče ta gost lahko predstavlja učinke naših misli, v povezavi recimo z vsemi tehnologijami. Super. Vlado, jaz bi se vam rad zahvalil seveda za čas, za vašo inteligenco, ker delujete na tem področju, pa rešujete probleme, pa predvsem, kar sem opazil, za modrost. Jaz mislim, da inteligenca pa modrost morata iti z roko v roki skupaj, če ne se nekaj sesuje. To je vidim kot neko ptico, ki ima dve krilji. Tako da rad bi se vam zahvalil za to, pa za čas predvsem, ki ste si ga vzeli. Najlepša hvala tudi vam za res zanimiv pogovor pri vas. Si nisem tega predstavljal, da bo to tako dolgo in zanimivo. In sem res vesel, da ste me povabili, in jaz upam, da bo tudi nekdo pač mogoče še kaj pokomentiral. Zagotovo bo. Tako da hvala. Hvala lepa.